Kot fotoreporter sem začel res relativno zgodaj delati, ne, tudi, ali pa še posebej za današnje razmere. Ne. To je bilo takoj čisto poletje po končani srednji šoli. Tam juli bi rekel, julij, avgust leta 90, za Primorske novice, ker sem pač z Obale, iz Kopra, doma, vedno, spomnim se, ko sem bral časopis, ko sem ga vsakotedensko listal, sem si malo zamišljal, da bi mogoče kaj takega počel, ne, te fotografije, ne, za objavo. Na gimnaziji smo imeli neke vrste krožek, delavnico, temnico in 3 leta pred tem sem se vključil v to delo te temnice. Nekaj časa sem jo tudi probal tako malo voditi, ampak to je šlo po neki senioriteti glede na starost, nič posebnega, ne? Ampak ta vstop v temnico, spoznavanje s fotografijo se je zgodil na gimnaziji, ne? Tam pri nekih, bi rekel, 16 letih, prvi, drugi letnik, tako je, po začetku, ne? Tako da ta ideja o fotožurnalizmu, fotoreporterstvu je v bistvu zelo hitro vzniknila, ne? In se je tudi hkrati hitro zaključila, ne, zaradi odhoda na služenje vojaškega roka, ne. Tam seveda nisem fotografiral, ne. Se je pa potem ta zgodba o teh fotografijah, ne, iz osamosvojitvene vojne začela takoj po prihodu iz vojske, ne, ker je bila situacija že konkretno napeta, ne. In dogodki so začeli že počasi nekako se usmirjati, cilji tudi v smer, v katero je potem tudi vse skupaj šlo. O dogodkih povezanih z osamosvojitveno vojno in s tem, kar se je tistih 10 dni dogajalo, sem začel malo intenzivneje lani razmišljati, ne, v okviru 30. obletnice samosvojitve, ne. 30 je ena taka lepa okrogla številka, ne, za malo razmisleka. Pred tem sem bolj redko, priznam, zato ker sem bolj usmerjen v prihodnost kot preteklost, ne. Mogoče sem tudi dovolj star, da lahko naredim rezime ali pa kak razmislek o 30 let starih dogodkih, ne. Halo, mislim, če sem bil tam prisoten, če sem jih videl v živo, ne. Kaj reči tisti dan? Mislim, lahko povem malo po spominu, itak je zbledel, itak ni eksakten, ker nikoli nisem pisal nekih dnevnikov, ali pa tudi spomin imam bolj slab. Jaz sem bil takrat večinoma v redakciji Primorskih novic, tudi zato, ker je bil Zdravko, ki je bil glavni fotograf takrat, aktiviran v teritorialno obrambo. Ne, torej sem bil jaz tam edini, ki je, ne, to niso bile današnje fotoekipe, to je bil analogni čas, ne. Fotografiralo se je na filme, ne, ki se jih razvijalo se je potem fotografije, ne, črno-bele, vse smo sami naredili, ne, to ni bil nek velik sistem, ne. Če si predstavljaš, ta glavna fotoekipa Primorskih novic je bil en človek, ki je vse naredil, ne. In če tistega vzameš, ga postaviš, ne, na frontu službo domovine, ostane velika praznina, ne. Tako da mogoče tudi za cel sistem bilo malo oportuno, da so imeli nekoga, ki je zmogel pač nadaljevati oziroma vzdrževati ta sistem
ta del, fotografski del tega sistema. Tako da tist dan zjutraj se mi zdi, tako po spominu, da se je govorilo o neki zamenjavi tabel, ki jih bodo opravili, mislim, na cestno podjetje Koper, tam pač nič posebnega. Ne. Zapletlo se je že na prvi, drugi menjavi. Na prvi ni bilo nekih velikih zapletov, na drugi, na Škofijah, so se pa graničarji že postavili na lokacijo in onemogočili zamenjavo table. Ne. To sklepam, da je bilo popolnoma v skladu s takratno vizijo tiste države, tiste organizacije, vojske, politike. Ne. Tako, malo so se moči mirile. In na križišču na Škofijah, tik preden se spustiš na mejni prehod, se je regrupirala posebna enota milice takrat, ne? In z namenom, po moje, dati podporo, vojaško, močno podporo temu osebju, ki je table menjavalo na drugi lokaciji. Naslednja lokacija pa je bil Krvavi potok pri Kozini. Mislim, da so se takrat z novinarko, ker smo prišli do te informacije, sva se z avtom odpeljala do Škofij, tam smo srečali pač to enoto policije, nekaj fotografij sem naredil, to je že tam. Ampak vse skupaj ni izgledalo, tako kot z mojega takratnega zornega kota, ni izgledal kot nek resni dogodek. Pač tam policaji na kupu malo se pogovarjajo med sabo in večinoma so čakali, najbrž povelje oziroma timing za naprej. Potem smo se z njimi v koloni premaknili do nekega počivališča med Kozino in Krvavim potokom. Mislim, da je bilo neko parkirišče za kamione ali nekaj takega, nič posebnega parkirišče. Tam so se pa stvari tako zares začele. Fantje so se postavili v dve vrsti, imeli so nek briefing in dobivali so navodila, kako naprej. Potem je prišla taka super neumna ideja. Daniel, kaj pa če bi ti skočil v enega od teh kombijev, specialcev in te pripeljajo naravnost na Krvavi potok. Tako, ja, valjda, se ni noben nič razmišljal o kakih resnih zadevah. Res mislim, da sem se usedel na pod enega od teh dveh kombijev med specialce in ko smo se pripeljali na Krvavi potok, so oni skočili ven iz kombijev in sem se tam s fotoaparatom sredi ničesar znašel med njimi. Skakal sem čez noge, oni so se poskrili pod avtomobile, vsak, mislim, lepo, tako pač, vsak na svojo stran, tako pač v tej neki vojaški formaciji, kot v filmih vidiš, včasih, teh hollywoodskih akcijskih filmih. Točno tako je bilo, nič drugače. In potem so se jaz tam sredi ničesar znašel med njimi in si zamislim, da bi bilo mogoče da se umaknem, ker če so kje mogoče vojaški graničarji, lahko zaidemo v težave. In jaz sem tam tako štrlel, bil sem v neko brezvezno trenirko in neko majico oblečen, bilo je tako vroče, da je žgalo tisti dan. Taka ne prav običajna bela svetloba je bila, tako precej kontrastna, žgalo je. In potem sem se res premaknil proti mejni črti, mejnemu kamnu, proti italijanskemu
delu prehoda, kjer je bilo tudi že nekaj novinarjev, pa mislim, da poveljnik, eden od poveljnikov policije je bil že tam, pa tudi poveljnik Karavle oziroma Graničar, tam pač neki počilih, zdaj ne spomnim se točno, mogoče celo polkovnik, ne, major je moral biti, ja, polkovnik ne, mislim, da major. In pol se je tam to dogajalo, ne vem, koliko časa, uro, 2, 3, 5, 10, tako zgubiš malo občutek za čas, ko si v eni taki situaciji, ki je drugačna in nova. Kaj ti še povem v zvezi s tistim dogodkom? Enote, to sem lani v bistvu izvedel, malo več podrobnosti pri druženju s fanti iz te posebne enote milice. Mislim, da so imeli nalogo varovati, oziroma spremljati osebje pri menjavi table. In bojda je bilo tako dogovorjeno, da bodo postavili na mejni prehod velike tovornjake, šleperje, da bodo s strani varovali cel objekt. In oni so pričakovali, da ko bodo prišli na mejni prehod, se bodo pač poskrili za te tovornjake, da bo tam kot neko večje varovano območje. In glede presenečenja teh kamionov ni bilo. Ne vem, če so potem ugotovili, zakaj ne, kdo je dal napačno informacijo, ampak glede na to, da so bili tam, da je bilo tam veliko osebja, bi po moje morali dobiti informacijo, da pač ni šlo vse po načrtih. Mislim, te posebne enota milice je bila po moje namenjena varovanju, oziroma izkazovanju neke resnosti, nekega, kako bi rekel, nekega resnega pristopa do tega simbolnega dejanja. Mislim, da je velika razlika, če ti pošlješ dva cestarska delavca, recimo na mejni prehod, kaj bi že tam, Fernetiči, kjer so začeli s tem, pa tam ena, dva uslužbenca menjujeta neko tablo. Danes bi se sploh vprašal, če sta pooblaščena za to menjavo, ker je državna tabla. In ta ista delavca sta potem na Kozini naletela na prepoved in na veliko vojaško moč. Seveda, potem se stavi zgodbo in mi bomo tudi pokazali našo moč. Mislim, da je bila to taka močna igra, neka močnejša konfrontacija. Medtem se je po Ljubljani pripravljalo slavje. Mislim, to je tisti pomemben podatek in tista točka, ki se po moje po 30 letih še vedno ni dobila nekega svojega pomena, neke svoje, kako bi rekel, neke svoje, mogoče ne veljave, ampak vsaj priznanja. Se mi zdi, da če se dve nasprotujoči strani na neki lokaciji, na razdalji par metrov, gledajo preko dolgih cevi, da bi moral biti to zadosten signal za veliko zaskrbljenost. Table so takrat cel dan obležale nekje blizu meje, blizu mejnega kamna, ob strani, mislim, da so tudi fotografije o temu, nisem jih samo jaz naredil, ampak še drugi. Tisti dan se je proces zamenjave tabel vsaj na Primorskem zaključil. Ne vem, kako je bilo drugje. Po moje so bile vse oči že takrat usmerjene v veliko slavje in
v glavno mesto. Se je pa potem ta akcija nadaljevala na naslednjem mejnem prehodu Lipica. Tam se je pa potem, tam do tja nisem prišel, ker so bile ceste že popolnoma zablokirane s kamioni, so pa prišli na Lipico takrat tanki jugoslovanske vojske in ta isti fantje iz posebne enote so se potem s tanki gledali preko dolgih cevi. Ta kontrast, mogoče kontrast, pravilen izraz, ne bi želel reči razkol, ampak ta kontrast med dopoldnevom in popoldnevom je ostajal v spominu in ga nisem še razrešil. Takrat je bila kot drugi del, kot dodatek tem velikem ljubljanskem slavju še napovedana, niti ne proslava, ampak eno tako veliko srečanje slavje v Piranu z ognjemetom, pa neke barke so bile predvidene, da bodo po Piranskem zalivu plavale, pa z nekimi sirenami, troble, pa ne vem kaj, v glavnem. Tega dela se spominjam zelo slabo, tudi zato, ker je bil dan tak intenziven, naporen, zgodaj se je začel. Razumem to, da sem po Krvavem potoku sem najbrž prišel v redakcijo, razvil filme, naredil neke fotografije, jih oddal v objavo, zvečer pa je bil tam nek ognjemet. Mislim, malo je bilo vseeno za ognjemet, tudi zato sem naredil, se mi zdi, eno uporabno fotografijo, ker sem prišel popolnoma nepripravljen na fotografiranje ognjemeta, brez stojala, brez pregleda lokacije, tudi pozanimal se nisem, kje bo ta ognjemet. Tako, priznam, tako kot za veliko fotografij, je tudi ta od ognjemeta najbrž ratala popolnoma slučajno. Mislim, da sem jo posnel z zida med avtobusno postajo in morjem, tam je en tak zid, torbo sem dal gor, pa fotoaparat naslovno, pa tako je sprožil nekajkrat, na B, ne vem, koliko je bila ekspozicija, 10-15 sekund, nimam pojma. Nekajkrat sem sprožil, ne vem, na pamet točno, ampak ena je pa ratala, da je bila dovolj uporabna za objavo, za Primorske novice, ki so bile seveda kot lokalni mediji fokusirane na dogajanje v lokalnem okolju. Tako da, pa to je ta naša fotografska improvizacija. V spominu imam sirene, ki so opozarjale pred morebitnimi zračnimi napadi. V spominu imam prazno mesto, prazen Koper, ki je poleti poln življenja. V spominu imam prazne plaže sredi poletja. Kaj imam še v spominu? V spominu imam velike stiske v redakciji, ki je bila takrat še relativno mlada, z mladimi družinami. Niso bili naklonjeni preveč temu, da bi hodili na teren in opravljali novinarsko delo. To ne pomeni. Jaz, ko sem bil toliko mlajši, se najbrž nisem zavedal te splošne nevarnosti tega zraka, tega težkega zraka, ki so ga ljudje dihali takrat. Te negotovosti, v katero je vse skupaj šlo. Mislim, če pogledaš primer, mislim, potem, kako so se stvari pač razvile in odvile v naslednjih dneh, smo lahko srečni, da je bilo to kratko, da je bilo
žal žrtev, ampak da jih je bilo malo, ne, kakorkoli obrneš. Pa ne morem mimo tega, da kakorkoli poimenujemo od tistega dneva dalje jugoslovansko vojsko kot agresorja, ne, ampak še vedno se je treba zavedati, da je bila to jugoslovanska vojska, ne, da smo bili mi do takrat, do tistega dneva še vedno del te države, ne, da smo bili mi. Ne. Jaz sem bil par mesecev prej del te vojske, ne, tako kot veliko mojih vrstnikov in prijateljev, ki je bilo takrat še vedno po Jugoslaviji del te vojske in so bili agresorji, pa si tega niso želeli, ne? Bili so označeni za agresorje, pa se niso tako počutili. Ne? Ta praznina, ta negotovost, to soočenje z ne vem, kako bi ga drugače kot ničem opisal, ne? Ko pač veš, ne veš, kam greš, ne veš, da nekam to vse skupaj pelje, ne veš pa kam, ne? Nimaš nobenega zagotovila, da bo to nekam pozitivno odpeljalo, ne? Še posebej, ko si se zavedal, oziroma ko se danes celo zavedaš, kako neoborožena je bila takrat teritorialna obramba in policija, kaj vse so počeli, da so prišli do opreme. Ne? Hkrati si pa vedel, si imel to vedenje tudi iz osebne perspektive, kako močna in številčna je bila jugoslovanska vojska. Ne? Glede nastanka nove države ne morem reči, da sem doživljal kot neko intimno zgodbo. Ne? Najbrž zaradi mladosti nisem bil takrat in ne kasneje politično aktiven. Imaš seveda svoje mnenje o stvareh. Nastanek samostojne Slovenije je najbrž pomemben del neke zgodbe, neke zgodovine. Ne? Mislim, da pa predvsem zaradi tega, ker prejšnja država ni delovala, ker je bila disfunkcionalna na marsikaterem nivoju. Ne? Kot nekdo, ki je bil par mesecev prej v vojski, ne, in potem kot fotoreporter udeležen osamosvojitve, ne, si videl tle en velik prepad med dvema svetovoma. Ne. Spomnim se vseh tistih srednješolskih letih, so bile različne tribune, pogovori, vmes je šla tista legendarna številka Nove revije. Ne. Malo sem bil premlad, da bi se resno s tem ukvarjal. Imeli smo v okviru nekaterih predmetov v šoli tudi debate o aktualnih političnih stvareh v takratni državi. Ne? In seveda smo bili vsi naravnani miselno in v to smer. Ne pomnim, da bi bil kdo proti temu. Ne? Nekaj časa sem bil še sodelavec na Primorskih novicah, vmes sem prišel v Ljubljano in študiral, ampak sem pa ves čas ostajal v stiku z delom, s fotoreporterstvom in kljub študiju. Nisem se mu posvetil, tudi zato ga nisem nikoli končal, zaključil, ker sem preveč rad delal, to, kar tudi danes počnem.
Kot sem rekel, nekaj časa sem ostajal sodelavec Primorskih novic. Potem sem se usmeril v, kako bi rekel temu, bolj komercialno študijsko delo, daleč od fotoreporterstva. Z današnjimi besedami bi rekli tudi, da sem počel lifestyle fotografijo. Tega izraza takrat še ni bilo. Od leta 2002 dalje sem pa na Slovenski tiskovni agenciji, na katero sem pa, če poenostavim, prišel z namenom, da se vzpostavi fotografski servis, ker prej ga namreč ni bilo. Kot fotoreporter se moraš sprijazniti s tem, da si multipraktik, da moraš znati fotografirati večino stvari, fotografirati nasploh, ali pa vse. Seveda ti ne more biti vse enako všeč, enako blizu. Ko kdo začne v moji bližini konkretno še negodovati o svoji situaciji, mu rečem, da v pogodbi o zaposlitvi nikjer ne piše, da se bo zabaval. To ni pogodbena točka. Zabavo si moraš narediti sam. Interesi tvoji, svoje interese moraš sam gojiti, sam vzgajati na dolgi, kratki rok, sam jih moraš spreminjati. Tako da mislim, da je od posameznika odvisno v svojem malem, koliko in kako naredi svoj vsak dan zanimiv. Ne bom rekel zabaven, ampak to, da si postaviš izzive, to, da vidiš nek smisel v početju. Ne na način nekih velikih svetovnih idej ali pa neke težke filozofije, ampak smisel v teh malih radostih. Bila so obdobje, ko sem rad fotografiral avtomotošport, rally dirke. Bilo je eno obdobje 2 let, ko sem rad fotografiral nogomet. Bilo je dolgo obdobje, moje trajalo 15-20 let, ko sem zelo rad fotografiral koncerte in vse, kar je z muziko, z glasbo povezano. Koncerti, festivali še posebej. Festival ni koncert, ampak je drugačen tip doživetja. Elektronsko glasbo, partije. Nikoli se recimo nisem strinjal s tistimi, ki so govorili, da se nič ne dogaja, da je dolg čas. Politiko, vsakodnevno politiko ali pa večje politične dogodke seveda pokrivaš generično, ker si fotoreporter Slovenske tiskovne agencije. Seveda smo usmerjeni v velike dogodke posebnega pomena, splošnega pomena in tako dalje. Mogoče nisem omenil zato, ker predstavlja velik delež ali pa večinski delež naše produkcije in potem tega slona v trgovini malo spregledaš, ker te zanimajo druge stvari, ampak seveda sem bil udeležen na veliko pomembnih mednarodnih dogodkih, veliko tega sem videl in najbrž tudi bom še. Svet je zanimiv v vseh svojih podrobnostih, zanimivosti so povsod. Odvisno od tebe, če jih zaznaš, če jih vidiš, če pritegnejo tvojo pozornost in če želiš iz tega narediti neko zgodbo, nekaj povedati. Ker fotografija ni mehanska
reprodukcija sveta. Ne? Fotografija je interpretacija tega, kar vidiš. Ne? Fotografiranje ni mehanski proces, ampak je kognitivni proces. Ne?